Bid for success starts here. It may seem difficult, but don't worry. On the screen you'll find the tutorials that will guide you throughout the race. Just remember that even the very best started where you are right now. Vam je všeč zvok revenja motorja? Navijate za Tima Gajserja? No, prišli ste na pravo mesto. Predstavljamo vam MX GP 2020. Trenutno najbolj pričakovano igro podjetja Milestone, kjer se boste lahko podali na zanimivo in pestro dirko po blatu. Ob zagonu igre nas pričaka ustvarjanje našega motokrosista. Izberete ime, priimek, številko, nacionalnost in vaš vzdevek, ki vas bo spremljal skozi vso kariero na hrbtu vašega dresa. Izbor ekip, za katero boste dirkali, je kar velik. Kljub začetnim 7 ekipam se vedno najde nekaj za vsakogar. Igra nas vrže v našo prvo dirko, kjer se bomo morali novinci hitro naučiti nadzirati motor in ga obvladati med zavoji in skoki. Jeziti se ni potrebno, saj katero mesto vam bo uspelo osvojiti na samem začetku, vam ne bo prineslo nobenih bonus točk. Mirno zaključite tutorial in se podajte novim zmagam naproti. Glavni meni nam ponuja različne igralne načine. Imamo klasičen career, playground, multiplayer, track editor in različne quick modese, kot so time attack, grand prix in championship. Skozi kariero si nabiramo slavo, ko pa je naberemo dovolj, nam igra ponudi priložnost izbrati med boljšimi ekipami. Z boljšimi ekipami pridejo boljši sponzorji. Boljši sponzorji pomenijo večji zaslužek, ki pa nam omogoči nakup boljšega motorja in razne kozmetične olepšave. Playgrounds je igralni način, kjer smo postavili na ogromno mapo, na kateri lahko vadimo. Na izbiro imamo 3 različne proge, na katerih lahko skačemo, dirkamo in se naganjamo, koliko nam srce poželi. Če pa nam to ni dovolj, pa se lahko podamo na kratko vožnjo skozi gozd ali pa se naganjamo po hribih. Ne smemo pa pozabiti na enega izmed zanimivejših igralnih načinov, ki se imenuje track editor. V njem si lahko ustvarimo poljubno progo z majhnimi ali velikimi skakalnicami, ostrimi ovinki, skratka vse, kar nam srce poželi. Vkolikor pa imamo PlayStation Plus, pa lahko testiramo in dirkamo po progah ustvarjenih od drugih igralcev in razvijalcev. Glede na to, kakšne grafike smo vajeni v igrah naslednje generacije, je tukaj še kar nekaj prostora za izboljšavo. A v primerjavi z predhodnim izidom MXGP 2019 in konkurenco Supercross 3 se vidi manjša izboljšava v grafiki, tako okolja in samih motorjev. Pri samem načinu igranja so opazne majhne razlike v fiziki, tako zavoji in skoki postanejo lažje izvedljivi. Na ostalih progah pa so dodali ali odstranili kak hribček, ki nam zaradi tega lahko olajša ali oteži dirkanje, vkolikor se spomnimo kakšnih prog iz podobnih ali predhodnih izidov. Dodali pa so tudi 2 nova dirkališča. Pa če povzamemo, je igra manjša izboljšava tako vsebinsko kot grafično v primerjavi s konkurenco. Ponuja nam veliko prog, različnih motorjev, tako da nam zagotovi zanimivo, a težko pot do samega vrha dirkaške lestvice. Zadoščujoča vsebina in popravki fizike dirkanja so mi pripravili obilo užitkov pri igranju. Čeprav nisem navdušenec motokrosističnih iger, vsem ljubiteljem bi pa definitivno priporočal nakup, a bi počakal na kakšno znižanje, saj se mi trenutna cena zdi definitivno previsoka. Vkolikor bi igro ocenjeval, bi jo ocenil z 7,5 od 10, a k njej se še bom definitivno vrnil, saj obljubljajo dodatno vsebino.